Prvi junijski konec tedna je v Laškem in okolici potekalo že 5. mednarodno srečanje starodobnih vozil Opel. Dogodek je pripravil Opel Classic Klub Slovenija, kjer je tudi tokrat ducat zanesenjakov poskrbel, da so bili razstavljavci, letos so pripeljali kar 105 vozil, nahranjeni in da so imeli kje spati, da so kaj videli in da so uživali v lepih panoramskih vožnjah po naši okolici. Obiskovalci pa, da so si v soboto dopoldne lahko napasli oči na razstavljenih lepotcih. Ta vaša zbirka je verjetno eden od razlogov, ne, za tole današnje početje. Ja, verjetno tudi, ja. V bistvu mi smo hodili na druženja že prej, krog, bom rekel, po Evropi, pa so me ljudje skozi nekako nagovarjali, kaj Sloveniji, pa bi to probali. Pa je zdaj pa prve logične za 2 leti, mesta se malo poravnajo, laden wir Sie herzlich ein, die Stände mit regionalen Spezialitäten zu besuchen und über den Qualitätenmarkt auf dem Gemeindehof zu schlendern. Organizacija takega dogodka je verjetno kar precej zahtevna stvar, vzame kar precej časa, verjetno pa tudi denarja. Kako bi je kar zalegajno. Sva za nas, ki to delamo družinsko, 10-12 ljudi, je kar, mi v bistvu bomo začeli v ponedeljek od leta do leta pravzaprav, ne? Ni konca. 105 avtomobilov, ne? Je tokrat prisotnih. Ste zadovoljni z udeležbo? Ja, vsekakor, ja. Sicer bom čisto vseeno rekel, si upal, da ne bo 100, ker je kar zalogajno. 100 avto prenapša, ne vem, za tolkenih ljudi najdi sprečišče, nekak prehran, ki jih agirati, je kar, no. Für geselliges Beisammensein. Bomo verjetno Ob da 17. naprej uri se bomo se odpeljali na poskusilo omejiti prizorišče na to, zaključne da se ne bi prireditve preveč na kozolec na Slogu, kjer bomo podelili Po pokale čem si boste sicer današnje srečanje zapomnili? Sledilo bo še druženje ob hrani in pijači. Um 17 Uhr fahren wir weiter zum Veranstaltungsort der Abschlussfeier zum Kosolec na Slogi. Dort werden Pokale und Auszeichnungen verliehen. Danach lassen wir To me veseli, no. Tudi, ne, den mislim, da Tag cela bei generacija, Speisen, ki spremlja občine Gesprächen pa vsega. und guter Gesellschaft gemütlich aus. Kolikšno je pravzaprav, če bi se dalo oceniti, število ljubiteljev, privržencev Opel v Sloveniji? Da ohranjamo te dragocene kose zgodovine. Hvaležna Hvaležna sem, da sem del vas, ki cenite in ohranjate dediščino Oplovih starodobnikov. Se zopet vidimo okoli 14:30 ure, ko se bomo odpeljali na panoramsko vožnjo proti Svetini. Manchmal scheint es, als würden wir in der Hektik unserer schnelllebigen Zeit die Werte und Schönheiten der Vergangenheit vergessen. Ein Treffen wie das heutige erinnert uns daran, wie wichtig es ist, diese wertvollen Zeugnisse der Geschichte zu Še bewahren. kakšna misel za konec? Ich bin dankbar, heute Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Eine Gemeinschaft von Menschen, die das Erbe der Opel-Oldtimer schätzen und lebendig erhalten. Wir sehen uns gegen 14:30 Uhr wieder, wenn wir gemeinsam zur Panoramafahrt nach Svetina aufbrechen. neko sredstvo, da pridemo na druženje. Pomagamo si, v bistvu, že šala rečem, kjerkoli v Evropi obstaneš, požičiš nekoga, pa si tam, pa nekdo bo pričal za povedal. To je predvsem povezano s tem. Lepilo je pa blagovna znamka, ne? V bistvu se pravim, to je neko sredstvo, da se najdemo, da prideš na druženje. Tak nekako. Mi nismo tisti tekmovalni, tako nekdo, ne vem, ko vsi svoje avto gledajo, tekmujem se med kdo je, kaj ti imaš, pa jaz nimam. Kje spoštujemo vsakega si trud po svojih močeh, ni važno, imaš avto za 100 evrov, za 100 000 evrov. Pa nas vsi dobrodošli, mi smo vsi isti. Hvala. Da avto ni statusni simbol, pač pa zgolj prevozno sredstvo, že bolj redko slišimo. Je pa lepo, če kdo, ki se z avti ukvarja, to reče.
Hkrati z razstavo Oplovih vozil pa je v soboto dopoldne na občinskem dvorišču potekal tudi sejem starin, ki ga je pripravilo Domoznansko zbirateljsko in kulturno društvo iz Laškega.